Javni zavod MOCIS, ki skrbi za izobraževanje odraslih, je v Kulturnem domu Slovenj Gradec predstavil zbornik, s katerim obeležuje svojo 20. oziroma 21. obletnico njihovega delovanja. Hkrati s tem dogodkom so otvorili tudi tedne vseživljenjskega učenja, ki letos potekajo od 6. septembra do 10. oktobra. V preteklem letu, ki nam ga je močno krojil novi koronavirus, je Javni zavod MOCIS praznoval svojo 20. obletnico delovanja, ki jo je obeležil v tem letu. Dogodek, ki je jubilej nakazal in osmislil, je predstavitev zbornika o delovanju in prehojeni poti zavoda, ki je v tem času doživel marsikaj. S ponosom lahko rečem, da je pravzaprav MOCIS-ova pot neka zgodba o uspehu. Od prvih začetkov, takrat, ko so postavljali temelje, to je bilo še preden sem jaz prišla delati na MOCIS, lahko pa govorim za zadnjih 15 let. Zavod je rasel, kakovostno rasel, tudi številčno, kar se tiče kadrov, pridobival programe in danes mislim, da res je znan kot sodoben andragoški zavod. Poznajo ga Korošci, poznani smo tudi po Sloveniji in v bistvu imamo zelo široko paleto različnih programov, izobraževanj, skratka projektov, tako da jaz mislim, da smo zelo v trendu. Delo, trud, požrtvovalnost lokalnemu okolju pa je bilo v teh 20 letih prepoznano tudi na Mestni občini Slovenj Gradec, kjer aktivno podpirajo delovanje zavoda, z njim sodelujejo in kreirajo nove programe ter nadgrajujejo stare. In dolgoletni prispevek k kreiranju izobraževanja odraslih ni ostal neopažen. MOCIS je zelo pomemben javni zavod za našo mestno občino, za lokalno skupnost in za vso življenje, ki ga pravzaprav v občini živimo. MOCIS je zavod, ki dopolnjuje z raznimi projekti tako vseživljenjskega učenja, kot tudi vsemi drugimi projekti, dopolnjuje življenje v mestni občini in dejansko je neka dodana vrednost k boljšemu življenju, k raznim aktivnostim in seveda skrbjo tako za izobraževanje kot druge aktivnosti, ki povezujejo tako mlade kot tudi srednje in starejše. Zbornik, izdan ob 20-letnici delovanja zavoda MOCIS, predstavlja zbrano gradivo o razvoju zavoda, preteklih dogodkih, projektih, udeležencih, ki so se zvrstili skozi vsa ta leta. Hkrati pa povzema tudi mnoge mejnike pri razvoju izobraževanja odraslih na Koroškem. Kateri bi bili tisti najpomembnejši mejniki? V bistvu je teh mejnikov res zelo veliko. Predvsem je to povezano, na eni strani so šolski programi, kamor se tudi odrasli vključujejo, naprimer osnovna šola za odrasle še vedno aktualna, pa bi rekli, takih ljudi več ni, pa jih je še zelo veliko. Potem so to programi, ki omogočajo pridobitev poklica, naprimer mi smo zdaj nazadnje verificirali računalnikarja, ki se nam zdi, da je potreben našemu okolju. Potem so to programi, so različni projekti. Zdaj pa projekti so pa odvisni od tega, kamor se naša država pa naša Koroška razvija. Tako da tu so projekti, ki omogočajo tistim, ki so še zaposleni, da pridobijo kompetence, da bi lažje delali. Predvsem starejši zaposleni, ki mi je potrebno, da bojo pa zdržali ta sodoben tempo, ki je seveda drugačen, kot je bil včasih. Ne vem, program PUMO imamo na MOCIS-u vsa leta, program namenjen mladim. Potem so programi univerze za tretje življenjsko obdobje. Vedno več je starejših, sploh Koroška je znana po tem, da je teh starejših vedno več, tako da moramo te spodbujati, da ne ostanejo nekako doma oziroma da se ne zaprejo. Migranti so bili včasih bolj redki tu pri nas, morda ko pač nekje na jugu naše države, zdaj je tega vedno več tudi pri nas, tako da imamo veliko teh programov. Medgeneracijsko sodelovanje je povsod prisotno, tudi pri nas imamo za to center. No, zdaj smo se podali malo na področje centra za družine, se pravi pomaga družinam, da bojo lažje usklajevale to družinsko in poklicno življenje. Tako da v bistvu je teh prelomnih obdobij pa nekih novih programov res veliko, sledimo pa trendom, ki pač so. Kakšen pa je povod oziroma prvotni koncept izdanega zbornika? Na ta zbornik sem res zelo ponosna in smo ga zelo spravljali skupaj pravzaprav celo leto. In sicer nastal je, bom rekla, vedno
Izpravljam, vedno se stvari zgodijo takrat, ko je nekako zrelo. In z pokojnim profesor Jožetom Potočnikom sva se nekoč pogovarjala, je rekel, veste, gospa Sonja, tisto, kar se izgovori, se pozabi, tisto, kar se zapiše, pa ostane. No in takrat sem začela najbolj razmišljati o tem, da bi bilo dobro zapisati, kako se je izobraževanje odraslih v naši občini razvijalo. In začeli smo pravzaprav še pred Mocisom, tako da smo najprej poiskali vse tiste, ki so se s tem področjem ukvarjali in so bili tu, gospa Elizabeta Krpačeva, gospod Martin Brglez, gospod Jože Potočnik, pa še številni drugi, ki so še živeli in ki so povedali, da je bila v Slovenj Gradcu Delavska univerza, kako je delovala in tako naprej. No in potem seveda nadaljevanje tega, potem so jo ukinili, vmes je bilo 10 let pravzaprav mrka in potem je nastal Mocis. In potem smo seveda mi zapisali, kako smo bili na začetku, kako smo začeli, kakšni so bili naši pogoji in skozi ta zbornik pravzaprav pokaže, kako smo se iz leta v leto, pravzaprav kako smo rasli, da so bila vmes tudi zelo huda obdobja, ki niso bila, rezultat našega slabega dela, ampak dejansko ni bilo razpisov, kako si takrat zelo krhek in odvisen od lokalnega okolja, ali te pravzaprav podpre ali ne. In potem spet obdobje, ko so dali te razpise ven, ko smo dejansko res zaživeli in tako obdobje, hvala Bogu, je tudi zdaj. Razen lani, ko je bilo spet posebno obdobje, ko je bilo neka posebna zgodba, ko smo se mogli vsi pravzaprav prilagoditi temu delu na daljavo in vse to je zapisano v zborniku. Tako da eno tako izhodišče, da se bo vedelo, kaj se je dogajalo, pa upam, da bo morda pritegnilo še koga, da se še bolj poglobi, najde še neke druge podatke, pa da morda je to res neka prva knjigica o tem področju. Zvedavost, ukaželjnost ljudi na Koroškem vse glede na dejavnost Mocisa ne manjka, saj so programi, ki jih zavod ponuja, vedno dobro obiskani in še bolje sprejeti. Pa bi lahko delovanje zavoda kot je Mocis primerjali s podobnimi zavodi v večjih mestih? Slovenija je mala deželica, in v bistvu se sploh ne razlikujemo tako med sabo, ali je to zdaj Ljubljana, Maribor ali pa Slovenj Gradec ali pa še kakšna vasica. Posod v bistvu živijo ljudje, ki so vedoželjni, ki bi radi kljub vsemu pridobili neka nova znanja. In Ljudska univerza, kar Mocis po svoji funkciji je, imamo ravno to nalogo, da zaznavamo neke potrebe v okolju, da pripeljamo v okolje tiste programe in jih organiziramo, ki jih tvoje okolje potrebuje. Je pa res, da so določene stvari so potrebne po celi Sloveniji, računalniško opismenjevanje, programi za dvig nekih kompetenc. In to je isto pri nas ali pa v nekih večjih mestih. Tudi mi imamo univerzo za tretje življenjsko obdobje, imamo programe neformalnega izobraževanja, imamo tudi šolske programe. Skratka, jaz mislim, da sploh ne zaostajamo. Kljub temu, da javni zavod Mocis obeležuje 20. obletnico, pa tradicija izobraževanja odraslih sega še kar nekaj več desetletij nazaj, ko so delovale delavske univerze. Kakšna pa je bila ta pot vse do danes? Na Koroškem se je začelo dejansko izobraževanje odraslih tam od leta 1959, ko so bile, torej 1959, takrat, ko so bile ustanovljene te delavske univerze. Ena izmed njih je bila tudi v Slovenj Gradcu, v naši občini. In pokazala se je namreč potreba po izobraževanju odraslih tudi. Za osnovno šolstvo so skrbele občine, za srednjo šolstvo in pa univerze, torej univerze oziroma država, medtem ko za ostale zaposlene pa ni bilo dejansko nobenega in čutila se je potreba, da se jim daje dodatna znanja, ki so za delno v proizvodnji na njihovih delovnih mestih potrebna. Kakšno pa je bilo nekoč izobraževanje odraslih na delavskih univerzah? V čas delavske univerze namreč je bil tam. Tam so se izobraževali ljudje v tistem svojem prostem času. Torej oni so imeli normalno službo, oziroma šihte v delovnih organizacijah, v fabrikah in kasneje popoldne tam nekje od 4:30 pa so bili po 4 ure v 4-krat na teden, torej v šolah. Kako so to urejevali s svojimi družinami, to je bil verjetno poseben problem. Z gotovostjo lahko trdimo, da Mocis v Slovenj Gradcu kuje izjemno tradicijo izobraževanja odraslih in tako odpira mnoga vrata vedoželjnim ljudem iz vsakršnih okolij. In tako kot kvalitetno delo zavoda pušča pečat v lokalnem okolju, kot pri posameznih udeležencih, pa izdani zbornik postavlja temeljne informacije in gradivo o zgodovini ter razvoju izobraževanja na Koroškem, seveda ravno zavodu Mocis kot glavnemu nosilcu te dejavnosti.